Buenas tardes y Pozdravljeni v bienvenidos a webinarju la Osnove serie de vere in webinars znanosti. Fundamentos de Fe y Ciencia. Hvala, da ste se Gracias por nam pridružili na acompañarnos en esta četrtem cuarta sesión srečanju, s con la que katerim terminaremos zaključujemo prvi nuestro modul, primer ki je módulo posvečen znanosti. dedicado a la ciencia. Científicos, Znanstveniki, cristianos y kristjani in creacionistas. kreacionisti. Parte de la información Del para informacij, este ki jih tema de tokrat hoy la he uporabljam, sacado de sem si dos izposodila libros iz dveh que me knjig, parecen ki muy sta mi interesantes. osebno izredno zanimivi. El primero es Prvo sta este, de napisala David David Hutchins y Tom Hutchings McLeish, in y Tom se titula McLeish Hágase la ciencia. z naslovom ¿Por qué Dios Naj bo ama a la znanost. ciencia y la Zakaj Bog ciencia ljubi necesita znanost a in Dios? zakaj znanost potrebuje Boga? El segundo es Los científicos y Druga Dios, knjiga ima de Antonio naslov Fernández Rañada. Znanstveniki in Bog, El primero está napisal en pa jo je inglés, el Antonio segundo en Fernández español. Ranada. Si queréis profundizar en el tema de hoy, Prva je v os lo angleščini, recomiendo. druga v Pero španščini. recordad que he dicho que me parecen interesantes. Če bi No radi que esté izvedeli de več o tej acuerdo con temi, todo lo que priporočam dicen. ti En la knjigi. bibliografía, A zapomnite como si, en da la sta vida, mi es zanimivi, ne pa importante tudi, seguir el da se z consejo de vsem Pablo strinjam. de examinarlo todo y Tako v retener lo bueno. bibliografiji, kakor v življenju je pomembno, da En sledimo las dos Pavlovemu últimas nasvetu sesiones in hemos vse hablado de preizkusimo, cómo se relacionan ohranimo pa la to, kar je ciencia dobro. y la religión. Na zadnjih dveh Hoy srečanjih vamos a smo seguir govorili con o ese povezavi tema, med vamos a znanostjo in profundizar, vero. pero vamos a Danes se hacerlo bomo más še poglobili v personal. to temo, hkrati pa jo ¿Cómo se naredili bolj relacionan los osebno. científicos con Dios? Bueno, pues la opinión popular Kakšen es odnos que imajo no se znanstveniki do relacionan Boga? demasiado. Existe una idea Prevladuje generalizada mnenje, da de que nimajo los tesnega científicos, odnosa. por definición, Na splošno no velja, pueden ser da personas znanstveniki ne morejo A biti mí me verni pasa ljudje. con frecuencia cuando una persona que no me conoce Velikokrat se me mi pregunta zgodi, a da qué ko me me dedico ljudje y le sprašujejo, contesto que soy bióloga kaj y doy počnem, clases de ciencia y in ko religión, odgovorim, da sem me miran biologinja con in da cara de poučujem sorpresa, znanost con in cara vero, rara y me normalmente me pogledajo preguntan z nenavadnim in ciencia y religión, presenečenim pero pogledom eso in cómo puede vprašajo: ser, cómo puede ir junto. znanost in vera? Esto puede ser Kako pa gre to debido a skupaj? una concepción simplista de las cosas de la que ya hemos Tako je hablado. morda zaradi Hay muchas poenostavljenega personas que predsodka, piensan que o la čemer ciencia smo se že basa en la govorili. evidencia, mientras que Mnogi la mislijo, religión da se basa en znanost la fe temelji na ciega. dokazih, vera Y pa eso na las hace slepem verovanju. incompatibles Zaradi y tega hace naj bi bilo superior a to la ciencia. dvoje nezdružljivo, znanost pa boljša. Esta idea se refleja en muchos memes To que misel circulan lahko por vidimo v internet, mnogih mimih, ki krožijo como po este. spletu. Recimo tale: La fe vera ne no te daje da odgovorov, respuestas, te samo impide preprečiti hacer zastavljanje preguntas. vprašanj. La ciencia Znanost adapta prilagaja su svoje visión stališče glede basándose na en las opazovanja. observaciones. Vera je La fe zanikanje niega las opazovanj, da observaciones bi para lahko conservar ohranili sus verovanje. creencias. Preneumni, Demasiado tonto da para bi entender razumeli la ciencia, znanost. prueba con la Poskusite religión. vero. A la Znanosti ciencia ni no le mar, importa lo kaj que tú veruješ. creas. Este tipo de afirmaciones Takšne despectivas žaljive sobre la trditve o religión, veri ter superiornosti que znanosti so afirman la običajne superioridad med intrínseca tako de la imenovanimi ciencia, es muy novimi común entre ateisti. los llamados nuevos ateos, cuyo Najbolj representante slaven más famoso predstavnik je es el biólogo evolucionistični evolucionista biolog Richard Dawkins. Richard Dawkins. Otro Še conocido en nuevo znan je ateo profesor es z el profesor de Oxforda, Oxford, Peter Atkins, ki je, quien, kot lahko como razberemo podemos iz ver en esta citata, zelo cita, jasen, tiene muy claro da que no človek se ne puede more ser biti científico y znanstvenik in religioso. imeti vere. Dice, no es posible ser Citat honesto pravi: ni mogoče intelectualmente biti y intelektualno creer en iskren Dios, in verjeti v Dios. bogove. Y no Prav es tako posible ni mogoče verjeti v creer en bogove dioses in y biti ser pravi un znanstvenik. científico de verdad. Yo me considero Jaz se imam científica, za pero znanstvenico, según a el po criterio merilih de Petra Peter Atkins, Atkinsa parece nisem ser que prava no soy una znanstvenica. científica de verdad. Supongo que el Verjetno señor bi mi Atkins no gospod tendría ningún Atkins brez problema en težav v decirme en obraz la cara povedal, da que ne no doy la talla izpolnjujem como meril científica za de pravo verdad, znanstvenico. pero me gustaría Sprašujem se, saber ali bi si se si upal atrevería a isto reči decirle tem lo ljudem, ki jih mismo vidite na a estas zaslonu? personas que vais a ver ahora en la pantalla. Seguramente Verjetno reconocéis algunos prepoznate de nekaj estos obrazov. rostros. V Iremos današnji temi descubriendo bomo sus razkrili nombres a njihova lo largo imena. del tema de hoy, Najprej pa pero poglejmo, antes kaj me pomeni gustaría que repasáramos znanstvenik. lo que entendemos por científico. Una definición de diccionario Definicija iz en slovarja Cervantes pravi, da je dice: to oseba, persona ki que se dedica a proučuje la znanost investigación in y svoj estudio čas de una posveča raziskovanju na enem od Y si znanstvenih buscamos la področji. palabra científico en Google Imágenes, Če besede vtipkamo v iskalnik Google in pogledamo todas pod las slike, se fotografías na de la primera fotografijah página prikaže muestran človek, ki v beli personas con halji batas dela v blancas en laboratoriju. laboratorios. Esta es To je una zelo concepción de la omejen in ciencia muy sodoben pogled limitada na y muy znanost. contemporánea.
Če bi Google obstajal v času nastajanja sodobne znanosti, bi iskanje obrodilo zelo drugačne rezultate. Učbeniki uvrščajo rojstvo sodobne znanosti v Evropo v sredino 16. stoletja. Seveda so tudi pred tem mnogi iz različnih kultur proučevali naravo na način, ki bi ga imenovali znanstven. Odkrili so veliko pomembnega. Arabci so recimo veliko odkrili na področju astronomije, optike, matematike. Kultura, kakršna je recimo Kitajska, je iznašla napravo, ki napoveduje potrese. Tudi v Svetem pismu najdemo poročila, ki ustrezajo znanstveni študiji. Ste kdaj pomislili, da je poročilo o Danielu in njegovih prijateljih ter kraljevi hrani verjetno prva klinična študija v zgodovini? Vsebuje vse potrebne komponente. Ima kontrolno skupino, skupino za izvajanje postopka, določen čas za izvedbo, nekaj dni in na koncu je sledila primerjava med dvema skupinama. Vrnimo se spet v Evropo, kamor zgodovinarji uvrščajo rojstvo sodobne znanosti. K temu, kar temelji na znanstveni metodi, empiričnih dokazih, eksperimentih in opazovanju. K temu, kar nima nič opraviti z vero ali znanostjo. Kdo so bili prvi znanstveniki? Kaj je bilo tako posebnega glede njih, ki so začetniki sodobne znanosti in ki so spremenili svet? Knjigo, ki sem jo že omenila, Znanstveniki in Bog, je napisal znanstvenik, profesor fizike na Madridski univerzi. Prav tako je predsednik španske kraljeve družbe za fiziko. Knjiga govori o rojstvu sodobne znanosti in pravi: znanost veliko dolguje srednjeveški tehnologiji. Ne bi se pojavila brez krščanske tradicije, ki pripravlja okolje. Znanost temelji na krščanskem verovanju v Boga, ki ni samo ustvaril vesolja, ampak ga tudi opremil z redom, da sledi določenim zakonom. Svet ni samovoljen, ampak razumljiv. Vsebuje red, ki se ga da proučevati. Svet, ki bi ga ustvaril muhast Bog, ali pa bi bil v oblasti med seboj tekmovalnih bogov, ne bi deloval po predpisih in se ga ne bi dalo proučevati in razumeti. V drugem citatu govori o prvih znanstvenikih. Pravi: revolucionarji, ki so postavili temelje znanosti v 16. in 17. stoletju, so bili vdani in globoko verni ljudje, ki so šteli raziskovanje božjih dejanj v svetu za normalni del svoje dejavnosti. Torej so imeli znanost in znanstveniki vsaj na začetku veliko opraviti z Bogom in vero. Še več, izumili so znanost, da bi bolje razumeli, kako deluje Bog v svetu. Bog Svetega pisma, modri Bog, Bog reda, mogočni Bog, ki je postavil zakone vesolja, ki so jih željno odkrivali. Spoznajmo nekaj teh revolucionarjev, ki so postavili temelje znanosti. Začnimo z Nikolajem Kopernikom. Bil je astronom, ki je predstavil heliocentrično teorijo. Četudi ni bil posvečen duhovnik, je bil duhovnik v Fromberški katedrali. Prav tako je študiral pravo, medicino, grščino in filozofijo. Zdi se, da v tistih časih ni bilo jasne ločnice med znanostjo in umetnostjo ali med znanostjo in vero. Francis Bacon je angleški filozof in politik, ki je prav tako študiral pravo in znanost, velja za očeta znanstvene metode.
On je dejal, da v znanosti tehtno veljajo samo razlage, ki temeljijo na opazovanju in eksperimentih. To smo že omenili. Prav tako je on omenil prispodobo dveh knjig, Sveto pismo in naravo. O tem smo govorili prejšnjič. Je prav tako avtor citata, ki mi je zelo pri srcu. Bog ni nikoli naredil čudeža, da bi prepričal ateizem, saj ga prepričujejo njegova običajna dela. Res je, da malo filozofije človeški nagiba k ateizmu. Toda globina filozofije človeške misli popelje do religije. Verjetno nisem edina, ki je ta citat všeč, kajti kar nekaj kasnejših avtorjev je citat povzelo. Citat drži. Morda mislimo, da je Bog ob znanstvenih napredkih nepotreben, saj znanost pojasnjuje naravne vzroke, ki so jih prej pripisovali neposredno Bogu. Ako si ogledamo povezanost znakov v naravi, kako je vse zapleteno in kako dobro, nas to spet pripelje k Bogu s še večjim občudovanjem. René Descartes. Prav gotovo ste slišali za znani rek tega francoskega filozofa in znanstvenika. Mislim, torej sem. Znan je po svojem pionirstvu na področju sodobnega razmišljanja. Trdil je, da je razum edino vredno merilo za resnico in sistematični dvom. Vse je treba dvomiti, vendar je verjel, da to ne velja za Sveto pismo. Oglejmo si ta citat. In te dve poti, intuicija in dedukcija, sta najbolj zanesljivi za znanost. Vse druge je treba zavreči kot dvomljive in podvržene zmoti. Kar seveda ne preprečuje, da bi verjeli vse, kar je razodel Bog, in je bolj gotovo, kakor vse drugo znanje. Treba je torej dvomiti vse, razen v to, kar je razodel Bog. Nadaljujmo z Johannes Keplerjem, nemškim astronomom, ki je odkril zakone gibanja planetov. Kepler je hotel biti teolog, ker je, kakor je sam dejal, želel je prodreti v Božje misli in misliti njegove misli. Zavedal se je, da lahko Boga spozna in slavi skozi znanost. Kepler svet opisuje kot Božji tempelj, proučevanje narave kot bogoslužje, astronomijo pa kot duhovništvo. Naslednji, ki ga vsi odlično poznamo, je Isaac Newton, eden najslavnejših znanstvenikov v zgodovini. Bil je fizik in teolog. Njegovi spisi o religiji presegajo njegove znanstvene spise. Dejansko teh dveh področij ni ločeval. Zanj je imela filozofija narave, kakor so tedaj imenovali znanost, svoje osnovno poslanstvo v proučevanju odnosa med Bogom in njegovim delom. V svoji znani knjigi Principi podaja močne verske trditve, kakršna je ta. V njem je vse zajeto in se giblje, a brez medsebojnega vmešavanja. Bog nič ne trpi zaradi gibanja teles. Ne doživljajo nobenega upora zaradi Božje vsenavzočnosti. Znano je, da vrhovni Bog obstaja vedno in povsod. Saj veste, da Newtonovi zakoni govorijo o gibanju teles. Želel je poudariti, da nimajo vpliva na Boga, četudi je on vsepovsod. Še en primer. Robert Boyle. Velja za prvega sodobnega kemika in je bil prav tako krščanski teolog, ki je prispeval veliko denarja za misijone in prevode Svetega pisma v različne jezike. Podobno kot Kepler je videl znanstvene raziskave kot dejanje bogoslužja.
Doslej smo si ogledali znanstvenike 16. in 17. stoletja. Živeli so v večinoma verni družbi, zato je dokaj logično, da so bili tudi sami verni. Kaj pa se zgodi, ko nastopita 18. in 19. stoletje z razsvetljenjem, teorijo o evoluciji in drugimi dejavniki, ki so sekularizirali evropsko družbo? Ali so se potem znanstveniki razšli z Bogom? Poglejmo. Pred nami je Leonhard Euler, eden najboljših matematikov v zgodovini in najboljši teoretični fizik 18. stoletja. Odgovoren je za končno oblikovanje Newtonovih teorij. Bil je analitični pa vendar veren. Še posebej so ga zanimali začetki zla. Spraševal se je, če je Bog dober, zakaj toliko zla na svetu? In odgovor je človeška svobodna volja. Pisal je tudi o molitvi. Čemu moliti? Ali si zaradi molitve Bog premisli? Ali se zavedate, da so vprašanja, s katerimi so se ukvarjali veliki umi, enaka kot ta, ki zanimajo nas danes? Naslednji zanimiv primer je Joseph Priestley, angleški kemik, ki je odkril kisik. Ta mož je bil pastor anglikanske cerkve in je zagovarjal, da sta znanost in vera v bistvu skladni in da se očitne neskladnosti pojavljajo, ker se je krščanstvo pokvarilo, ko je sprejelo grški vpliv dualizma med dušo in snovjo proti svetopisemski tradiciji. Morda kdo pozna Michaela Faradaya, ki je odkril elektromagnetizem in ga mnogi smatrajo za najboljšega eksperimentalnega fizika v vsej zgodovini. Faraday je pripadal sandomanski krščanski cerkvi, kjer je bil duhovnik in je pogosto pridigal. Eno njegovih priljubljenih besedil je iz Rimljanom 1. poglavje 20. vrsta. Veliko ga je citiral in ne samo v cerkvi. Leta 1854 ga je uporabil, ko je naslovil princa pred kraljevo ustanovo, rekoč: Verjamem, da ustvarjeni svet jasno kaže njegove nevidne lastnosti, celo njegovo večno moč in božanskost. Nikoli nisem videl ničesar nezdružljivega med tem, kar človek lahko spozna po svojem notranjem duhu, ki je v njem, in višjimi rečmi, ki se tičejo njegove prihodnosti, česar s tem duhom ne more spoznati. Faraday je bil prav tako navdušen nad prispodobo v 2 knjigah. Dejal je: Knjiga narave, ki jo moramo prebrati, je pisana z Božjim prstom. Njegovo duhovno življenje je bilo tako povezano z drugimi platmi njegovega življenja, da je prežemalo prav vse. Njegov prijatelj John Tyndall, ki je bil agnostik, je v njem zapisal: Razmišljanje o naravi in njegovi povezati z njo je v Faradayju obrodilo nekakšno duhovno vzhičenje, ki se razodeva tukaj. Njegovih verskih občutkov in filozofije ne gre ločevati. Medtem obstaja vsakodnevni medsebojni vpliv. Moč in znanost, ki jo kaže med tednom, sta posledica njegovih nedeljskih srečanj. Pije iz vodnjaka, ki mu 7 dni osvežuje dušo. Zelo bi mi bilo všeč, če bi moji prijatelji znanstveniki kaj takega rekli zame. Ure dolgo bi lahko navajali velike znanstvenike vseh vekov, ki niso samo verovali v Boga, ampak so bili tudi zelo verni in zanje sta bili znanost in vera med seboj skladni. Tako je bilo samo v preteklosti, ker danes znanstveniki ne verujejo v Boga. Ni tako? Vabim vas, da si ogledamo to spletno stran. Vsebuje seznam kristjanov v znanosti in tehnologiji. Tu boste našli vse znanstvenike, o katerih smo govorili, in še mnoge druge. Na stotine jih je.
Seznam se ne konča v 19. stoletju. Če boste brali dalje, boste videli, da je zajeto tudi 20. in 21. stoletje. Na koncu seznama boste našli krščanske znanstvenike, ki živijo danes. Ljudje z tega seznama izpolnjujejo dva pogoja. Prvič, so znani znanstveniki, ki so prišli do pomembnih odkritij ali so del vrhunskih znanstvenih ustanov, in drugič, so ljudje, ki se javno opredeljujejo za verne in zagovarjajo skladnost med znanostjo in vero. Vabim vas, da ta seznam raziščete tudi sami. Vašo pozornost pa bi rada usmerila na nekaj imen, ki se pojavijo v sklepnem delu krščanskih znanstvenikov, ki živijo danes. To so William Cecil Campbell, Werner Arber, William Daniel Phillips in Gerard Ertl. Vsi so Nobelovi nagrajenci. Vsi so kristjani in verujejo v Boga. Prav zanima me, ali bi si Peter Atkins tem ljudem drznil reči, da niso pravi znanstveniki. Naslednja oseba z tega seznama, ob kateri se bomo malo ustavili, je Francis Collins. Je ameriški genetik, direktor Ameriškega nacionalnega zdravstvenega inštituta, bil pa je tudi vodja projekta Človeški genom. Poleg svojih dosežkov na znanstvenem področju slovi tudi kot ustanovitelj sklada Biologos, kjer zagovarjajo skladnost med znanostjo in vero. Prav tako je napisal knjigo z naslovom Božji jezik. Francis Collins je zanimiv, ker je ateist oziroma je bil, a se je spreobrnil v krščanstvo. Je živ primer dveh napačnih predstav, ki krožita naokoli. Prva je, da znanstveniki ne morejo biti kristjani, in druga, da krščanstvo ne prepriča visoko izobraženih. To pa ni edini primer. Prepričana sem, da poznate zgodbo o Antoniju Flewu, ki je bil močan zagovornik ateizma, pa je v poslednjih letih življenja spremenil svoje mnenje in postal deist. Pojasnil je, da je v nedavnih znanstvenih odkritjih našel močne argumente za obstoj Boga. Še en, manj znan primer je Alistair McGrath, profesor na Oxfordu, ki je bil kot mladenič ateist. Prepričan je bil, da so vsi, ki verujejo v Boga, duševno neuravnovešeni ali nori. Zdaj pa je biofizik in teolog, anglikanski duhovnik ter krščanski pisec, ki ima velik vpliv po svetu. Upam, da je ob vseh teh dokazih bolj jasno, da biti kristjan in znanstvenik ni samo mogoče, ampak tudi zelo običajno skozi zgodovino znanosti in je še vedno običajno danes. Seveda obstaja veliko znanstvenikov, ki so ateisti, agnostiki, brezbrižni in nekrščanskih ver. A današnje vprašanje ni, ali morajo biti vsi znanstveniki kristjani, marveč, ali je lahko kristjan tudi pravi znanstvenik. Današnja tema ima naslov Znanstveniki, kristjani in kreacionisti. O zadnji še nismo spregovorili. Kreacionisti. Najprej moramo opredeliti kreacioniste. Preprosta razlaga je, da je kreacionist človek, ki veruje, da je svetopisemsko poročilo o izvoru resnično. Da je Bog ustvaril življenje na zemlji v enem tednu pred nekaj tisoč leti. Med znanstveniki, ki smo jih danes omenili, so bili prvi nedvomno kreacionisti.
tisti iz 16. in 17. stoletja. Sčasoma pa je veliko krščanskih znanstvenikov spremenilo svoje razumevanje izvora. V naslednjem modulu bomo videli različna stališča o nastanku sveta in življenja ter koliko krščanskih znanstvenikov s seznama je zagovarjalo vmesni položaj, ki bi ga na splošno lahko opisali s teistično evolucijo. V to se na primer uvršča Francis Collins. Ne mislijo pa tako vsi krščanski znanstveniki. Ne veruje vsak v teistično evolucijo. To so moji kolegi iz GRI-ja. Omenili smo Leonarda Branda, Randyja Jonkerja. Z mano vred so vsi dokaz tega. Danes bi rada končala s primerom krščanskega znanstvenika in kreacionista, ki ni del adventistične cerkve. Da ne boste mislili, da smo v tem sami. To je John Sanford, ameriški genetik, znan kot oče genetsko spremenjenih organizmov. John Sanford je izumitelj biobalistike. Gre za nekaj podobnega pištoli, s katero se DNK vbrizga iz ene celice v drugo. Imela sem priložnost spoznati Sanforda tudi osebno, ko sem bila na Loma Lindy. Izvrsten znanstvenik je, pa tudi čudovit skromen človek. Je dober kristjan in kreacionist. Zanimivo pa je, da ni bil vedno tak. Sam pravi, da je v srednji šoli slišal za evolucijo in zaradi tega je postal ateist. Ko je odrasel, je na prošnjo svoje žene pričel obiskovati cerkev in se spreobrnil v krščanstvo. Zaradi svoje izobrazbe na področju znanosti je verjel, da teorijo evolucije podpirajo dokazi. Zato je za nekaj časa sprejel teistično evolucijo. Nekega dne so ga zaprosili, da predava na krščanski šoli. Pojasnil naj bi obe strani. Začel je raziskovati teme o inteligentnem načrtu in argumente za dobesedni kreacionizem znanstvenega stališča. Pravi, da je bilo to zanj drugo spreobrnjenje. Spoznal je, da obstajajo mogočni znanstveni dokazi v prid stvarjenja. Potem je začel raziskovati tudi sam. Ker je njegova specializacija genetika, je začel proučevati spontane mutacije pri človeku in odkril, da je razmerje mutacij in število mutacij, ki prihajajo iz enega roda na naslednjega, tako visoko, da ljudje na Zemlji ne bi mogli obstajati na stotine tisoč let, ker bi že izumrli. O tem bomo več povedali, ko pridemo do modula o biologiji. Če pa vas snov zanima, je Sanford napisal knjigo z naslovom Genetska entropija, v kateri podrobno pojasnjuje rezultate svoje raziskave. Če je knjiga preveč, lahko povzetke in posnetke najdete tudi na spletni strani, ki je na zaslonu. Želim končati s Sanfordom, saj predstavlja nekaj, o čemer sem že dolgo prepričana. Namreč, da mnogi znanstveniki verjamejo, da sta abiogeneza in teorija o evoluciji dober odgovor na vprašanje nastanka in razvoja življenja, ker ne upoštevajo druge možnosti. Veliko predsodkov proti veri in kreacionizmu obstaja in veliko znanstvenikom se niti sanja ne o dokazih, ki jih uporabljajo kreacionisti. Ne pravim, da bi se spreobrnili, če bi jih poznali in da bi vsi postali kreacionisti. Verjamem pa, da če bi znanstveniki, zagovorniki evolucije
dali priložnost drugi strani in jo poskusili razumeti, bi spoznali, da je resna in vsebuje dobre argumente in zamisli. Mogoče bi s tem pridobili možnost za sodelovanje in uspešne raziskave. Kakorkoli, tu bomo končali današnje srečanje in tudi prvi sklop predavanj, ki govorijo o znanosti. Naslednjič začnemo z drugim sklopom, teorijami o nastanku.